pa dajmo si pogledati, dajmo si vzeti 20 minut, pa gremo pogledati, kaj Sveto pismo pravi, kdo je prijatelj. Okay? Kaj pomeni biti prijatelj? Haleluja. A lahko dvigneš roko, če imaš kakšnega prijatelja? Ne bom. Haleluja. Matej 11:19. Imam 5 točk. Prva točka je, Jezus je bil prijatelj grešnikov. Okay? On je prijatelj grešnikov. Dajmo si pogledati, Matej 11:19. Prišel je sin človeku, ki je in pije, pa pravijo, glej, požrešnaš je in pijanec, prijatelj cestninarjev in grešnikov. Se pravi, problem je, če si tok svet človek, da naenkrat nimaš nobenih grešnikov za prijateljev. To je ful problem. Ker pol je bož, da greš v samostan. Oziroma si že naredil svoj samostan. Cerkev, mi ne smemo biti samostan, amen. Ker pol ti moraš reči, voda, ki je tako zaprta vase, začne ful smrdeti. Mi smo reka, amen. Recimo vse, ti si reka, ki mora teči. Cerkev, mi moramo imeti vsaj ene 4 frende, ki so grešniki, rabiš. Vsaj. Ne moraš imeti samo brate pa sestre v Kristusu. Ti rabiš par frendov, ki so tako, jaz imam par frendov, ker recimo, če me kličejo pa sem v avtu, ne bom dvignil telefona z zvočnikom od avta, če je žena zraven mene. Ker tako neokusno govorijo, da moja žena to ne bi prebavila in ne bi bilo fajn za njen želodec. Razumete? Jaz sem si pa že dal filter, tako da meni to vse prefiltrirajo, se te kletvice njihove. Ampak če dalje manj preklinjajo, sem opazil, ko so z mano. Ker pa jim nikoli, jaz si zanalaš, nobenemu ne rečem, ne vem, drugače obnaši, ko si z mano. Ampak rajšma, da mu Sveti Duh govori, haleluja. Amen. Ker cerkev, če ne sam čistaš grob naven, not je pa še vedno vse mrtvo. Amen. Ok, ampak ne smemo biti pa prijatelji z duhom tega sveta. Dajmo s to pogledati. Jakob 4:4. Prešuštnice, ali ne veste, da je prijateljstvo s svetom sovraštvo do Boga? Kdor hoče biti prijatelj sveta, postane Božji sovražnik. Prijateljstvo s svetom je pa to, da ful podpiraš greh, korupcijo, ponos, egoizem, nečistovanje, vse to, kar je v svetu. V svetu so v bistvu 3 stvari. Napuh oči, napuh mesa, pa ponos življenja, te 3 stvari. Se pravi, ne smeš biti prijatelj z duhom tega sveta. Amen? Jaz sem lahko prijatelj s homoseksualcem, sam ne bom pa podpiral tega duha, ki za tem stoji, ampak bom probal človeka rešiti iz tega ven. Amen? Jaz sem lahko prijatelj s čarovnikom, lahko sem prijatelj z bioenergetičarko, sam ne bom podpiral tega, kar ona dela, razumete? Ampak jo bom probal rešiti ven iz tega, haleluja. Probal jim bom dati original. Amen? In kaj je to? Božja ljubezen. Večino Božja ljubezen je odgovor skoraj na vsako stvar. Haleluja. V Jezusu Kristusu. Haleluja. Se pravi, bod prijatelj grešnikov, sam ne biti prijatelj duha tega sveta. Jaz sem eno nalepko, na prvi konferenci, ko sem bil v Los Angelesu, sem bil, ne vem, 1 let kristjan, takrat je bilo ful popularno, ko si na kakšno konferenco šel, si dobil nalepko, bumper sticker, to reče v angleščini, ki si jo daš na avto v zadnji. To so bile take velike, grde nalepke, samo s tekstom pa barvo, recimo. In ena je bila, prijatelji ne pustijo prijateljem jiti v peku. Ena je bila, ne vem, slavimo Jezusa, recimo, ali pa potrop, če ljubiš Jezusa, si dal na zadnji avto. Ampak ta prijatelji ne pustijo prijateljem iti v peku, si pogledajmo v Lukatu 15:9. Recimo, če imaš prijatelja, ki ne pozna Jezusa, največ, kar boš za njega naredil, je, da mu daš evangelij. To je največ. Če mu daš lahko dobro novico o Jezusu. In to je res. Jaz sem ful vesel, jaz imam kakšne prijatelje, ki, ne vem, nikoli jim skoraj ne govorim o Jezusu, ko pa una redka priložnost pride, sem pa ful vesel. To je pa nekaj ful dragocenega.
ko se človek odpre, pa hoče več vedeti. To je wow. In v Lukatu 15:9 piše, in ko najde, skliče prijateljice in sosedinje in reče, radujte se z menoj, zakaj našla sem srebrnik, ki sem ga bila izgubila. Tako pravim vam, je tudi radost pred angeli Božjimi nad enim grešnikom, ki se izpokori. Sprav, ženska je izgubila ful dragoceno stvar in ko je najdla, je vse sklicala prijatelje pa sosede, pa jim povedala, wow, najdla sem. In Jezus da primerjavo, da je ful velika radost, da je on toliko vesel, da je to njegovo veselje, gre celo do njegovih angelov, ko piše, da veselje pred vsemi njegovimi angeli, ko en grešnik se spokori. Spokorjenje pa pomeni, da se človek na Jezusa obrnil v novi zavezi, to je spokorjenje. Prej si šel v napačno smer, zdaj si se pa na Jezusa obrnil, to je spokorjenje. In to je največja radost v nebesih. Pregovori 11:30, si še pogledamo. Piše, modri pridobiva duše. Cel citat pravi, vsad pravičnega je drevo življenja, duše pa pridobiva, kdor je modr. Se pravi, to je v bistvu ful velika modrost, kako pač človeka usmeriš lahko na Jezusa. Ok, druga točka, zakaj rabimo prijatelje? Ok, eni ljudje pravijo, jaz ne rabim prijateljev. Eni drugi ljudje pravijo, jaz nimam nobenih prijateljev. Ampak dajmo se pogledati, zakaj bi jih sploh rabili. Prvič, zato, ker da nisi osamljen in zato, da imaš varnost v življenju, rabiš prijateljev. Ti boš ful v nevarnosti živel, če nimaš nobenih prijateljev. Drugič, boš pa tudi bolj osamljen. Poglejmo si to v Pridigarju 4:7. Pridigar 4:7. Spet sem se ozrl in videl nečimrnost pod sonce. Nekdo je sam in nima ne tovariša, ne sina, ne brata. Pa vsemu njegovemu trudu ni konca. Tudi njegove oči se ne nasitijo bogatstva. In za koga se trudim ter odrekam uživanje svoji duši. Tudi to je nečimrnost in hudo opravilo. Boljše je, da sta dva kakor eden, ker imata dobro plačilo za svoj trud. Če namreč eden pade, ga njegov prijatelj vzdigne. Gorje pa enemu, če pade, ker ni drugega, da bi ga vzdignil. Amen. Zato recimo, ko smo skupaj del ene skupnosti cerkve, je dobro, da imaš vsaj 3-4 frende tle not. Zakaj? Ker kdo bo sploh vedel, če si padel? Zato dostakrat človek pade, noben ne ve, da je padel, ker si ni ustvaril ene 3-4 frendov. Probi si najdete ene 3-4 prijatelje v krščanskem centru, haleluja. To ti bo ful koristilo, haleluja. A ni to zanimivo? Recimo, jaz sem vedel, a veste, da mene je Sašo, moj sosed, vprašal, če lahko da svojemu očetu moj telefon, da me kdaj pokliče, oziroma svojemu tastu. In jaz sem šel pol gledati in jaz v bistvu imam njegov telefon že not, sam ne po tem imenom, ki ga zdaj poznam, ker takrat nisem vedel, kako mu je ime, sam vedel sem, da je človeko auspuhe popravila na Vranskem. In pol sem ga imel pod auspuha, razumete? In pol sem rekel Sašotu, sej pa jaz že imam njegov telefon, zdaj lahko še njegov ime napišem, ker prej nisem vedel. A veš, ker on mi je unga prvega Ford model, tam je auspuh ritu. Je rekel, pa sej vem, ker vsem nam povedal, da mu je en župnik prinesel knjige, pa smo se ful smejali. In pol je, mislim, Katja, da si mi ti rekla, da ti si edina, ki si to še kdaj odprla, drugače je bilo tam na policiji. Ampak danes cerkev smo mi ful friendly, ne, a smo? Aleluja. Amen. Pa se ful mal cajta poznamo. Pa ful mal časa smo skupaj. Pa smo ful boljš friendly, aleluja. Včeraj je Sašo prišel k meni, pripravljen, da mi bo nekaj pomagal delati. Sam pa smo se itak toliko zagovorili, da se nobenemu ni dal lopate v roke prijeti. Pač, ko smo le kristjani. In imamo ful bolj pomembne stvari za delati. Ampak cerkev, to smo prijatelji. Ti imaš lahko, ti ne rabaš ful cajta, ker se v duhu poklopaš. Jaz sem videl, ko sem Evsa sprejel, da me jaz sem bil 20 let star. Ampak meni je bilo vseeno, moj prijatelj star 50 let,
A je to ena bakica stara, a je Bosanka ali je Slovenka. A razumete, ko smo v duhu se poklopiš, je čist drugače, etko. In ful hit ratamo frendi. Ful hitr, to je res, nenormalno. In kjerkoli na svetu smo ful hit ratamo frendi. Jaz sem enkrat prišel na eno konferenco v Avstrijo, 4 avti smo prišli, prvič smo bili v uni cerkvi, v Gracu. In pa so oni rekli, kam greste zdaj? Nič, gremo no. Pa so rekli, pa jutri bo spet. Pa smo rekli, vem, sam vožnja, pa to, ne, boste kar vsi tle pri nas, bomo mi se zorganizirali. In pa smo vsi tam spali. En je bil pri eni družini, 2 pri drugi, 3 pri tretji. In enkrat smo bili najboljši frendi. In smo pol ful še dolg časa bili frendi. Mi cerkev kamorkoli po svetu gremo, imamo prijatelje, haleluja. Amen. Če ne, pa sem pa je to eno cerkev, kjer so na ognju za Boga, pa boš takoj najdel frende. In tudi med nami, včasih kakšen turist zaide, je takoj naš frend. A se spomniš une iz Holandije, ki je prišla? Sprejela je, se pošla že kar z nami na koncertu pulo in naenkrat je del družine. Haleluja. Mi te takoj posvojimo. Damo ti potni list, krščanski center, karko rabiš, haleluja. In si že pripravljen za iti v nebesa, haleluja. In pol, če boš pa prišel več, tako enkrat na mesec, si pa že voditelj, haleluja. Pa si pa že vključen v delo v cerkvi. Razumeš, ful hita rasteš, haleluja. Kje je to še? To je sam pri Jezusu. Amen. Se pravi, zakaj rabimo prijatelje? Zaradi varnosti, sigurnosti, pa da nisi osamljen. Amen. Tebi ni treba biti osamljen. Res, ti ni treba. Drugič, ful je sinergija, če imaš prijatelje. Sinergija je pa tole. Poglejte si 5. Mojzesovo 32:30. 5. Mojzesovo Deuteronomij 32:30. Kako bi jih eden mogel poditi 1000 in 2 pognati v beg 10.000? Se pravi, eden jih preganja 1000, 2, pa ne 2000, ampak 10.000. In ta ista beseda sinergija sem jo iskal v Novi zavezi in je v bistvu v zadnjem citatu Markovega evangelija, ki je Jezus prav učencem, naj grejo po vsem svetu in piše, oni so šli, oznanjali so besedo in Bog je bil z njimi v sinergiji znamenji in čudeži. Se pravi, oni govorijo, on dela znamenje in čudeži. Tretjič, prijatelje rabiš za izgradnjo. Poglej si pregovore 27:6. Udarci prijateljevi so iz zvestih misli, sovražilec pa mnogo poljublja. In zato je težko biti prijatelj. Ker lažje je tako hlint, ljubeznivost, zato da si sprejet. Ampak ta prav prijatelj te bo raje udaril, tako duhovno upam, da ne fizično, so, ko ti prijatelj ti pove, pač nekaj, kar nočeš slišati, ampak moraš slišati. Etko. Recimo, če ti ful slabo poješ, ful nimaš posluha, pa skozi se silaš v bend, da bi pel, in noben ti ne upa povedati, da či za nič poješ, da vse fališ, je kakšna, ni večje katastrofe, kot da greš pa recimo na talente, recimo, pa te cela Slovenija gleda in si ti vsi dela norci s tebe, zato ker niti enega frenda ni smel, da bi ti povedal, da pojma nimaš. Da raješ kakšen drug hobi najti. Amen, to je ta prav prijatelj. A je tako, a se strinjate z mano? Ok. Moram biti malo hitrejši se premikati po teh citantih. Poglejte si samo par vrstic naprej, 17. vrstica, pregovori 27:17. Železo se železom ostri in mož ostri pogled drugemu. Se pravi, ti, ko daš v isti prostor 2 osebi, se med sabo brusta. Zato recimo en od bibličnih treningov, ki sem ga videl v eni organizaciji, je tako, da vsi skupaj živijo pol leta. Jaz sem šel pogledati v Angliji eno tako biblično šolo in v bistvu jih je, ne vem, 15 ali 20 ljudi v isti sobi. Pogradi uno, ne 2, ampak 3 štuki. In zdaj probi tako pol leta živeti. Haleluja, boš lahko res izgrajeval svoj karakter. Etko, dosti lažje, ko si sam doma, pa imaš hladilnik, pa klimo, pa ful vse programe, kjer rabaš na TV-ju, pa ful hiter internet, pa vse. Etko, se boš ful bolj izgradil. Zato
zato smo tudi, zato rabaš prijatelje. Amen? Da imaš koga, da te brus. Amen? Da nisi... Jaz sem mislil, da sem popoln, res, tako preden sem se poročil. Jaz sem mislil, wow, jaz sem že kot guru krščanstva. Nič me ne more iz tira vršiti. Ful sem blažen, skozi sem izpolnjen Svetim duhom. Kamorkoli grem, je, kada bi Jezus prišel, pa sem se pa poročil. Pa sem pa, kaj, a 24/7 sem zdaj skupaj še z eno drugo osebo, ki ima pa druge želje, kot jaz. Ker prej ni bilo problem, sem se samo umaknil, razumete? Sem imel svoj stanovanje, haleluja. Svoj stolp, svojo musko, haleluja. Zdaj sem se pa poročil z osebo, ki ji nič ni isto všeč, kot meni, razen Jezusa. Ne mara rock glasbe krščanske. Ne mara hard rocka krščanskega. Pol, ne vem, da nam zdaj začel govoriti o avtomobilih pa motorjih pa TV programih, haleluja. Pa v šport... Ona sploh ne bi vedela, kdo je Luka Dončić, če jaz ne bi to razlagal sam. Razumete? Jaz sploh ne morem gledati Ligo prvakov doma. To je katastrofa, tako v naravnem. Ampak v duhu so pa ful kompatibilna in to je to, haleluja, amen. In pač meni je Bog dal ženo, ki je hotel, da se brusva skupaj, amen. Ne pričakovat, da boš imel ženo, ki bo samo ti govorila, koliko si the best. Rado nekaj zehati začel. Žaklina, mogla boš pojačati brušanje, haleluja. Ok, gremo naprej. Prijatelja rabaš, da ti da dober nasvet. Kdo ti bo dal the best nasvet? The best prijatelj. Kdo bo tebi svetoval, če te sploh ne pozna? Amen? Ti rabaš ljudi okoli sebe, ki te poznajo, razumeš? Ki vejo vse v tebi, haleluja. Morate bolj poznati, in pol ti lahko dajo dober nasvet, haleluja. Poglej si tole, v pregovorih smo še vedno, in še vedno smo v 27. vrstici, poglavju, 27. poglavju, 9. vrstica. Mazilo in dišava razveseljujeta srce, a prijatelj je sladek duši po svojem nasvetu. Haleluja. Se pravi, to je pa neki wow, to je pa desert za tvojo dušo, da imaš prijatelja, ki ti lahko svetuje. Amen? Imej prijatelje, ki ti lahko svetujejo. Recimo, če imaš ful pomembne odločitve, nikoli jih ne sam prinašati. Ko piše modrost, je v množici svetovalcev. Če je nekaj ful pomembnega, rabaš ljudi, ki te dobro razumejo, pa ki hodijo z Jezusom. Amen? Da ti lahko pomagajo. Zato rabaš take prijatelje, haleluja. Pol naprej, tvoji prijatelji določijo tvojo usodo. Mogoče se ti zdi, da pretiravamo, ampak dajmo ste pogledati v Svetem pismu. Kako tvoji prijatelji določajo tvojo usodo. 1. Korinčanom 15:33. 1. Korinčanom 15:33. Če misliš, da to ni res, imaš tukaj takoj odgovor. Nikar se ne dajte zapeljati. Slaba družba pokvari dobre nravi, dobre navade. Se pravi, to si zapeljan, če misliš, da slaba družba te ne bo pokvarila. To si zapeljan. Recimo, jaz imam ful dobrih frendov, tako, ki se ful razumemo, pa to, sam so grešniki. In pol, ko začutam tako, recimo, jaz lahko z njimi špilam poker, pa se hecam, pa to. Ampak pol, ko pa ta 5. joint gre mi mene, pa jaz nisem več toliko močen, pa ko mi una cigara začne dišati, pa rečem, fajte, mudi se mi in grem domov. Haleluja. Zakaj? Ker to te lahko pokvari. Zato pač moraš svoje meje poznati, pa se umakniti. Jezus se je dostikrat umaknil od ljudi, pa je bil Jezus. Pa je šel na samoten kraj, pa je bil tam malo z Bogom. Amen? Če ne bi ga ljudje izmolzali, izčrpali. Tako da moraš se dobro poznati. Recimo, lahko si človek, ko lahko spiješ eno pivo s frendi. Lahko si človek, ko boš naredil en požirk, pa boš alkoholik. Zato se moraš dobro poznati, zaščitati se. Amen? Ne se spuščati v stvari, ki se pol ne boš mogel rešiti. Tvoja družba ti določa usodo. Zato pač moraš spreminjati svojo družbo.
Poglejmo si to v 4. Mojzesovi, ful grafičen primer, ker Stara zaveza je napisana nam za zgled, piše. 4. Mojzesova, 26:10. Numeri 26:10. In zemlja je odprla usta in pogoltnila njiv in Koraha, ko je pomrla njegova družba in je ogenj požrl 250 mož, tako da so postali svarilno znamenje. Se pravi, če bi ti tam bil zraven, 250 ljudi je veliko. Tam se delajo norca iz Boga in tebi se pa glih ni dali domov. In si pol še malo ustal na žuru. Glih, ko so lajčov začeli rolati, si ti rekel, Bog te gor, pa je domov, Klemen, dosti je bilo, pa je domov, ker zdaj se bo zemlja odprla, ogenj bo prišel dol, pa je domov, Jaz pa, ne, še en pir bom spil, pa vse, če še eno cigaro požgem z njimi. In potem sem zelo, pa bi rekel, zdaj mi je bilo jasno, zakaj mi je Bog govoril. Poslušaj Boga, amen. Zameni družbo, kaj cajt, amen. Ne odlašati, haleluja. Tvoja družba določi tvojo usodo. Poglej si Psalam 41, 8-10. Skupaj šepetajo zoper mene. Vsi sovražilci mene, zoper mene izmišljajo, kar bi mi bilo v zlo, govoreč, stvar silno huda se ga je prijela in ker je obležal, ne ostane več. Celo prijatelj moj, ki sem mu zaupal, ki je jedel moj kruh, je vzdignil peto proti meni. Psalm 41, 8-10. Se pravi, spet, ne me takih prijateljev, ki ful govorijo slabo o tebi, govorijo proti tebi, niso na tvoji strani. In pa, ki jih najbolj rabiš, se obrnejo proti tebi. To ne rabiš. Če imaš take prijatelje, pa si bolan. Pol moraš biti ozdravljen. Amen. Ker to pomeni, da si nezdrava oseba, da imaš takšne ljudi, ki se norce iz tebe delajo za svoje prijatelje. Pol rabiš notranje ozdravljenje. Amen. Pol priti vsak prvi petek sem, pa bomo šli iz čarovca skupaj čez notranje ozdravljenje. Amen. Ker, razumete, probleme, če si nesiguren, zavržen in ranjen in pol ne znaš odrezati ljudi v svojem življenju. Ti moraš ene ljudi odrezati. Ne moraš vleči gnoja sabo pa ful lepo dišati. To ne gre. Amen. A ima to smisel danes? Nekaj slabo amenate, haleluja. Naprej, zakaj rabiš prijatelje? Dobri prijatelji te spravijo na višji nivo. Ful boš bolj napredoval, če imaš dobri prijatelji. Daj poglej si 1. Samuela 10:10. 1. Samuela 10:10. Lahko sploh nimaš darov na enem področju, pa si z ljudmi, ki imajo dar na tem področju, pa bo prišlo še na te. Amen? Se mi je kdaj to zgodilo? Dajmo si pogledati. Prišla sta v Gibejo in glej, družba prerokov mu je prišla nasproti in nadal ga je Božji duh, da je prerokoval med njimi. To je bilo edinič, da je Savel prerokoval. Ful, zloben kralj, ampak ko so prišli preroki, je duh še na njega padel. Če se družiš z ljudmi, ki so polni svetega duha, boš tudi ti poln svetega duha. Amen? Če so z ljudmi, ki so polni nečistega duha, bo tudi na te to prišlo. Amen? Ampak med prijatelje, kakršni si želiš, kjer bi rad ti bil. Amen? Takšni prijatelji se zbere. To ne bo ta tvoj ožji krog. Lahko imaš 3 prijatelje, ki so ti ožji krog. Haleluja. Poglej si 4 prijatelje, ki so rešili človeku življenje. Zato je nekje schema, da imaš 4 frende, pol nikoli ne boš zabluzil, če imaš 4 dobre frende. Poglejmo se to v Marko 2:3. Marko 2:3. Tedaj so prišli in k njemu prinesli hromega, ki so ga 4 nosili. Roh reče 4. Včasih rabiš več kot samo 1-2 frenda. Včasih rabiš 4. Jaz ne vem, če bi hišo lahko kdaj naredil, če ne bi imel 4 frende. Haleluja, včasih sem jih rabil 6, 7, 8. Ampak brez njihove pomoči ne bi mogel hišo narediti. Ker sem veliko delal po veri in pol so to pravi frendi v pravem času me rešvali. Haleluja. Razumeš? 4 frende, wow, to ti lahko reši življenje. 4 nosili, ker ga zaradi množice niso mogli prinesti preden, so nad mestom, kjer je bil, odkrili streho, naredili odprtino in spustili posteljo, na kateri je ležal hromi. Ko je Jezus videl, čigavo vero, njihovo vero,
Se pravi, ko je Jezus videl vero teh 4 frendov, ne tega hromega, ki je ležal na postelji, je rekel hromomu, otrok, odpuščeni so ti grehi. In pol je bil zdravljen. Se pravi, če imaš ti 4 frende, ki imajo vero, si lahko ti totalno bogi človek, ki nimaš za burek, pa boš odrešen, osvobojen in ozdravljen. Haleluja. Amen? Zakaj? Ker imaš 4 frende, ki zate verjamajo. Amen? A imaš take prijatelje, da če si ful na dnu, bojo oni zate verjeli. Haleluja. Amen? To so, imaj 4 take frende, pa nikoli ne boš zabluzil. Haleluja. Ok, tretja točka, se pravi, videli smo si, zakaj rabimo frende, videli smo si, kako je treba prijateljev udršvati, ki ne poznajo Jezusa, imeti par grešnih frendov. Zdaj si pa pogledamo, kako pridobiti prijatelje. En ljudje pravi, jaz nimam nobenih prijateljev. In kruta resnica je to, da to najbrž zato, ker sam nisi dober prijatelj. Ker prijatelj ima prijatelje. Tako. Če si dober prijatelj, boš imel ful prijateljev. Ker vsak bi rad imel dobrega prijatelja. Amen? Če si pa en za nič prijatelj, pa nobeno hotel biti tvoj prijatelj. Amen? A dober pridigan danes. Razen Jezus. Bravo, Sašo. Bravo. Dober si me korigiral. Hvala Bogu, da si me malo popravil. Da nam preveč religioze rad. Aleluja. Kaj je pa res. Jezus je pa vedno tvoj prijatelj. Amen? Lahko si ful za nič človek, za Jezusa si the best. On te nikoli ne bo zapustil. Amen? Nič ne moš narediti, da bi te on zapustil. Haleluja. Amen? Nič ne moš narediti, da bi te imel on bolj rad, kot te že ima. To je pa the best. Amen? Lahko si se za vsak dan napišeš, da boš čistil cerkev, pa ne bo Jezus zato te imel bolj rad. Ker te sploh ne more imeti bolj rad, ker te ima že ful rad, do konca. Amen? Jezus te ima tokrat, ko je imel oče njega rad. Haleluja. Ful. Amen? Ti si res ljubljena oseba. Haleluja. Dajmo si pogledati, kako imeti prijatelje. Prva stvar, čisto srce prinese prijateljstva. Amen? A je to ena stvar, ko jo ful pogrešamo v današnji družbi? Čisto srce. Tako dostikrat ti si s človekom, pa ne veš, kva sploh je v njemu. A mu lahko zaupaš, a mu ne moreš. Včasih človek, ki se ful dela čist, je čist sam s to, da bi imel neko korist v tebe. Čim jo nima več, vidiš, koliko je bil umazan. Tako. Čisto srce. To je po mojem ena največjih redkosti na zemlji danes. Poglejte si to. Kdor pregovori 22.11. Pregovori 22.11. Je zdaj nam čisto srce. Amen. Cerkev, to je ful the best, če imaš lahko čisto srce. Amen. Predstavljaj si, da nimaš nobene mahinacije v svojem srcu. Nobene manipulacije, nobene sprevrženosti. Haleluja. Amen. Jezus je rekel za Natanijela, to je pa človek, ki ima ful ima čist srce. Rekel je v bistvu, nobene zvijačnosti ni v njem. Zvijačnost je res huda stvar. Kdor ljubi srca čistost, v čigar ustah biva miloba, njemu je kralj prijatelj. Še kralj hoče biti prijatelj tazga človeka. Galačanom 6:10 nam pa govori, kako imeti prijatelje tako, da ne samo govor dober, ampak nared nekaj za človeka. Galačanom 6, se pravi, ne biti samo v besedi, boče na dejanjih močen. Amen? Dokler torej nam je časa, delajmo dobro vsem, a najbolj tem, ki smo si z njimi domači po veri. Tem pa najbolj pomagi, ker smo bratje pa sestre v veri. Ampak do vseh ljudi si poklican, da si dober. Amen? Ampak deli, piše deli dober. Ker ti nekaj dobrega narediš, pa nisi za to plačan, pa si prijatelj. Amen. Pol tega človeka ne vzgubi. Haleluja. Če recimo nekaj dobrega narediš, pa itak te plačajo za to, pol to je pač usluga, to je pač trgovanje. Ampak, kad ti nekaj delaš za nekoga, kad ti ne bi bilo treba, haleluja, to je pa drug nivo. In tako si pridobil prijatelja. Amen. Tako imaš prijatelja, haleluja, in to se ti bo vrnilo, haleluja. Poglej, v Mateju 5.16, Matej 5.16, ful nor citat, res, ta je pa res radikalen, kako bo en nevernik šel kar slaviti Boga, zato, ker si nekaj dobrega naredil. Poglej si to.
Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega očeta, ki je v nebesih. Se pravi, ko bo ljudje videli nekaj dobrega, kar si ti naredil, bo kar začel tvojega očeta nebeškega slaviti. Amen? Wow, nisem vedel. A veš, da tudi tvoj denar lahko naredi prijatelje? Haleluja. In tvoj dar. Dar in denar. Haleluja. Se pravi, denar, cerkev, denar ni slab. Slaba je ljubezen do denarja. Korenina vsega zla ni denar, ampak ljubezen do denarja. Amen. Srebroljubje oziroma ljubezen do denarja. Denar je pa samo orodje. Lahko ga pa za ful the best uporabiš. Danes kdorkoli da v daritev, je svoj denar uporabil, haleluja, za Božje delo, haleluja. Jaz ne vem, sam lahko da te bojo kakšni ljudje v nebesih objemali, ko si sponzoriral nekaj, kar delamo, ko bo nekoga Jezus pripeljal, haleluja. Jaz ne vem, kako to Bog šteje, ampak lahko da imaš dividende od tega, haleluja. Vem pa, da ena duša je ful vredna, haleluja. Poglej tole. Pregovori 19.4. Pregovori 19.4. Bogatstvo daje prijateljev mnogo, od siromaha pa se loči prijatelj njegov. Ful je težko biti friend s siromahom. Ker skozi neki fehta. Skozi neki rab. Pa problem je, če se mu nič ne da delati. Jaz sem enkrat enemu bratu, skozi sem mu dal po 50 evrov, po 100 evrov, po 20 evrov. Zato, ker pač je bil moj brat v veri, razumete? Pa si mi je smilil. Pa sem mu pa le eno orodje prinesel za delati, pa mu dal nalogo, kaj ne dela, in odprl svojo firmo. In nikoli več mi ni bilo treba mu dajati denarja, haleluja. Ampak pol je on meni začel dajati daritve, ki služim Bogu, haleluja. Hvala Bogu, In sem iz siromaha naredil ful si dobrega frenda, haleluja. Ampak najprej bil on moj frend, ker sem jaz njemu denar dajal. Amen? Lahko si narediš frende, če jim daješ denar, haleluja. Sam boljš, da si voden po Svetem duhu. Amen? Ne daje denarja tam, ki podpiraš lenobo. Ne daje denarja tam, ki samo zlo podpiraš. Daj denar tam, ki je korist neka od tega. Amen? Uporabi ga kot orodje, haleluja. Amen? Sveto pismo pravi, Jakobu nekje, če te plačan človek pride, ti mu pa samo pridigaš, je bož, da nikoli ne bi mu začel pridigati. Daj mu kruh, če je lačen, piše. Najprej mu daj odgovor na njegovo potrebo. Amen? Se pravi spet dar, darilo, nekaj nared za njega. Nekaj mu daj, haleluja. Pregovori 19.6. Jaz verjamem, da radodarnost je ful dar. Biti radodaren je the best. Res. To je ful. Jaz imam tako prijatelje, ki so ful škrti, pa prijatelje, ki so ful radodarni. Ugante, s kom se rad družim. Pregovori 19.6. Mnogi se potegujejo za naklonjenost plemenitih. Vsak je prijatelj radodarnemu človeku. Amen? Mnogi so radi med temi, ki so high society. Ampak vsak pa hoče biti friend radodarnega človeka. Bi rad imel več frendov, bod radodaren. Mogoče zato nimaš frendov, ker nisi dosti radodaren. Amen. A imate še čas za 2 točki, ali sem preveč raztegnil teh 20 minut? Kako biti prijatelj? Dajmo si to pogledati, kako sem jaz lahko dober prijatelj. Zdaj smo videli, kako si dobiti prijatelje, pa kako biti dober prijatelj. Poglejmo si pregovori 17.17. Vsak čas ljubi, kdor je prijatelj, in brat se izkaže v stiski. Amen? Če zapustiš človeka, ki je v stiski, pa si za nič prijatelj. Če si sam friend z njim, mu gre dobro. Amen? Bod prijatelj ves čas, ker je človek v stiski, takrat je najbolj rab. Amen? Mi pa ne, mi pa, ko nekdo zabluzi, takrat, če mi hodimo po njemu. Že tako je padel, dajmo ga še bolj zlom, da se bo naučil. In to ni prav, cerkev. Mi, ko en brat pade,
takrat se mi izkažemo. Amen? Takrat, ko je v stiski, takrat bodimo z njim. Amen? Ne samo, ko je aleluja vpil z nami. Aleluja. 18:24. Mož, ki ima mnogo prijateljev, pride na nič. To, da je prijatelj, ki je zvestejši od brata. Se pravi, tukaj govori o zvestobi. Aleluja. Dost nemoderna beseda, recimo lojalnost, zvestoba. Aleluja. Jaz imam prijatelje, pač, ki so me spluvali na vseh možnih medijih, pa vseh možnih korakih, ampak jaz sem lojalen, aleluja. Jaz nam nehal biti njegov prijatelj, samo zato, ker je on neki čora v ratu, pa ga je hudič obsedel. Razumete? Lojalnost, amen? Bodimo lojalni, aleluja. Meni kdo prav, poglej, kva on dela. Mene je vsem, kva on dela. Mene je važno, kaj jaz delam. Amen? Isto recimo, če se s kom dobim ob določeni uri, bom vse naredil, da sem tisto uro tam. In pa mi Carol prav, pa kva si to, ti gre, da si pravočasen, se ta človek skozi zamuja. Ja, on lahko zamuja, sam jaz nisem on. Amen? Jaz moram biti lojalen, aleluja. Zato sem enkrat brez žene prišel v cerkev. Ampak pač to vam ne priporočam. Posebej, ker pa ni bilo slavljenja. Sam jaz sem pač fanatik, razumete? Jaz sem fanatik, aleluja. Jaz sem pač, tak sem, aleluja, amen. Ti si lahko bolj političen in še vedno si v redu, aleluja. Ok, pa boljši je imeti enega frenda, ki ti je bliz, kot sorodnika, ki ti je ful daleč. Amen? To prav pa v pregovorih 27:10. Se pravi, prijatelj ti je bliz. Prijatelj je nekdo, ki ti je bliz. Bod bliz ljudem, aleluja. Ne biti ful oddaljen. Ampak kaj je pa največ, da daš svoje življenje za druge? To je pa največ. Dajmo se to pogledati v Janezu 15:13. A imaš koga, da bi dal svoje življenje zate? To pa veš, to je pa največji nivo prijateljstva. Enega je že dal, ampak je tudi nas poklical, da tako živimo. V Janezu 15:13. Večje ljubezni v tem nima nihče, da da do življenje za svoje prijatelje. Ok, zdaj bomo zaključiti s tem, bodimo prijatelji Boga. Amen? Dajmo s tem zdaj zaključiti. Kako biti prijatelj Boga? To je pa največ. Amen? A se strinjate z mano? Največ je, tudi če nobenega frenda nimaš, ni takšna katastrofa, kakor če Bog ni tvoj prijatelj. Če je Bog tvoj prijatelj, pa je vse v redu. Amen? Pol tudi, če nobenega frenda nimaš, jih bo že dobil. Amen? Druž se še malo z Bogom. Jaz sem, a je kdo od vas mogoče na sprem.si bral priročnik molitve, ki sem ga jaz napisal? Aha, to je kar zanimivo. Ampak še imam upanje. Malo samo promocije. Ne, splača se vam kdaj odpreti, zato ker sem ga ful polepšil ta 2 tedna. Zadnje 2 tedna sem ful ga lepo, lepš sem ga uredil. In noter sem napisal definicijo molitve. Veste, kaj sem dal za definicijo? Molitev je pogovor s svojim najboljšim frendom. Amen? To je molitev. To je in je dvosmerna zadeva. To je, v bistvu se družiš z najboljšim prijateljem. In kdo je najboljši prijatelj? Jezus, haleluja, Bog, haleluja. Ok, kako biti prijatelj Boga? Dajmo si pogledati 3 citate na hitro, pa zaključimo. Izaija 41:8. Izaija 41:8. Ti pa Izrael, hlapec moj, Jakob, ki sem te izvolil, seme Abrahama, mojega prijatelja. Bog je vedno z Abrahamom govoril, to je moj prijatelj. Amen? Zakaj? Zato, ker mi verjame. Največja oblika je, ker verjameš nekomu. Amen? A je tako, kolikrat si komu verjel, pa si bil razočaran, zdaj ti je pa ful težko drugmu verjeti. Ampak to je največja oblika prijateljstva, ker verjameš. In v Hebrejcih 11:6 piše, Bogu ne mora biti drugače všeč, kot da mu verjamemo. Se pravi, ko mu verjameš. Jakob 2:23. Abraham je verjel Bogu in to mu je bilo všteto v pravičnost, imenovan je bil Božji prijatelj. In zadnji citat, Janez 15:15. Ne imenujem vas več hlapcev, ker hlapec ne ve, kaj dela gospodar.
To, da vas sem imenoval prijatelje, ker so vam oznani vse, kar sem slišal od svojega očeta. Oče, hvala ti, da smo lahko tvoji prijatelji. Oče, mi hočemo biti Božji prijatelji. Mi hočemo poslušati, kar nam govoriš, gledati to, kar si ti planiral, se družiti s tabo. Oče, hočemo preživljati čas s svojim najboljšim prijateljem Jezusom. Haleluja. In pomagaj nam, da smo prijatelji grešnikov. Oče, da jih lahko usmerjamo na prav pot. Pomagaj nam, da smo prijatelji bratom in sestram, Oče, da jih ne zapuščamo, ko nas rabijo. Haleluja. Oče, jaz molim, da vsak od nas, Oče, da razvije vsaj 4 dobra prijateljstva med brati in sestrami. In Oče, molim, da nam pokažeš, kjer od naših frendov nas rabijo, Oče. Oče, mogoče nas do zdaj rab ta teden, haleluja. Gospod, ti nam govor, kaj ne naredimo za njih, haleluja. Kako damo svoje življenje za nekoga, haleluja. S tem, ko mu pomagamo, haleluja. Oče, jaz molim, da smo luč in sol zemlje, haleluja. Da boš ti proslavljen čez nas. V imenu Jezusa. Amen. Amen. Uživajte z Jezusom, haleluja.